Pozdravljeni, mehanik hrbta tukaj. Danes vam bom predstavil, kaj početi in česa ne početi, kadar se vam pojavijo ishiatične bolečine ali ischias. Torej, veliko od vas je dobilo napotek, da morate izvajati vajo dvig bokov. In sicer takole. Torej, ukolikor boste izvajali to vajo ob razdraženem ishiatičnem živcu, boste po vsej verjetnosti imeli še večje bolečine. Zakaj? Namreč ishiatični živec potuje vse tukaj zadaj dol po zadnji stegenski in glutealni mišici. In ukolikor boste izvajali vaje, kjer te mišice še bolj dodatno napenjate in dražite, boste tudi razdraženi ishiatični živec. Zato vam priporočam, da takšne vaje v primeru, kadar ste razdraženi, kadar počutite ishiatične bolečine dol po nogi, ne izvajate. Kakšen je še drug razlog, da te vaje ni potrebno izvajati, kadar vas boli hrbet? Namreč, pri vaji dvig bokov je vaš trup na tleh, medtem ko gre vaša zadnjica ali medenica gor proti stropu. Ker je ta del telesa višje od tega, pride do dodatnega stiskanja zadnjih hrbtnih mišic. Ja? Torej, ker greste tu gor, tu pa ne morete iti gor, se mora medenica zarotirati nazaj. V tem primeru lahko še dodatno poškodujete vaše sklepe in pa vretenca v hrbtenici, zato bi vam priporočal, da to vajo takrat, kada ste razdraženi, ne izvajate. Kaj pa lahko naredite, da izboljšate vaše stanje ob razdraženosti, kadar vas boli ischias? Torej, poskušajte se izogibati tem vajam, kjer napenjate zadnje hrbtne in pa glutealne zadnje stegenske mišice. Poskusite z čisto osnovno vajo, ki vam jo bom sedaj pokazal, in sicer gre za modificirani plank. Vsi poznate vajo plank, ampak sedaj bom pokazal verzijo vaje, ki je primerna za vse, ki čutite bolečine, kot so ischias. In sicer, najprej podite v položaj takole na tleh. V tem položaju, kjer so stegenske mišice lepo pravokotne glede na tla, torej ne želimo iti v ta položaj, pač pa takole, probajte najprej z globokim dihanjem sprostiti napetost zadnjih hrbtnih in pa glutealnih mišic. Na ta način, to bo prvi korak, kako umirite bolečino. Torej, globoko dihajte, torej globoko dihanje, dolgi vdihi, dolgi izdihi, poskušajte se čim bolj umiriti na tleh. Torej, čim bolj umirite napetost in zmanjšajte bolečino. Torej, zmanjšajte bolečino vsaj na 1, 2 ali 3, če gledamo lestvico od 1 do 10. Torej, ko ste minuto ali 2 v tem položaju, se postavite takole, torej lopatice naj gredo narazen, potem pa pojdite počasi, podrsajte takole naprej. Torej, pojdite počasi naprej. In počasi nazaj. Torej, kot vidite, kolena so pri miru, počasi naprej. Kot vidite, imam ledveno krivino čisto rahlo usločeno. Torej, ne preveč in ne tudi preveč tako. Ja? Torej, začnem iz tega položaja, sproščen, grem gor in počasi podrsam naprej. Čutili boste, da rahlo aktivirate sprednje trebušne mišice, medtem ko morajo biti zadnje hrbtne mišice mehke. Imejte koga v sebi, da vam bo potipal tele zadnje hrbtne mišice, kajti v tem položaju morajo biti popolnoma mehke. Pazite, pogosto vam bodo dali nasvete, da morate dodatno stiskati glutealne in pa dodatno stiskati trebušne mišice v tem položaju. To nikakor ne drži, še posebej ne, kadar ste v vzdraženem stanju ishiatičnega živca. Zato vam priporočam, da se držite tega nasveta in poskušajte, torej najprej umiriti bolečino v tem položaju. Potem pa iz tega položaja pojdite počasi, takole počasi naprej in zadržite tale položaj
plenka ali položaj mostu. Počasi naprej, na kolenih in počasi nazaj. Dobrih 10 sekund zadržite vajo, potem počijete in spet 10 sekund naprej. Počijete, globoko dihamo. Greste gor, počasi podrsate naprej. Še vedno globoko dihate. Zadržite. In greste nazaj. In tako ponavljate, dokler ne umirite bolečino. Opazili boste, da se vam bo vaš razdraženi iskiatrični živec izdatno umiril in da boste končno lahko vedeli, na kakšen način, kada se vam pojavi bolečina išjas, lahko tudi to bolečino počasi postopoma začnete zmanjševati. To je ena od tehnik, ki bo pomagala mnogim od vas. Za več nasvetov in pa za takšne bolj osebno naravnane tehnike se obrnite na nas, torej po e-mailu ali na telefonsko številko. Se vidimo.